Vedno dobre volje in z nasmehom. 93.1, 97.0, 105.3. Radio Zeleni val. Dame in gospodje, Turšice in tovariši, danes še prav posebej Turšice in tovariši, kajti tu je 1. maj, praznik dela, zato je lep pozdrav vsem zbranim na valovih Radia Zeleni val. Lep pozdrav pa tudi gostu v studiu, z nami je Zmago Jelinčič, plemeniti, dober dan in pa dobrodošli. Lep pozdrav in lep pozdrav vsem, ki danes praznujejo in tistim, ki danes ne praznujejo, zaradi tega, ker jih vlada tako nateguje, da ne morejo praznovati. Povabil sem vas v studio preko telefona, kajti niste se mi odzivali, da se slišiva preko Facebooka. Ja, namreč zopet so naši stranki, Slovenski nacionalni stranki, blokirali Facebook zaradi tega, ker smo dobili obvestilo, da širimo sovražni govor. Namreč objavil sem zadevo, da ne razumem, zakaj slovenska vlada odpira 11 nekih centrov za Rome, rekel, zakaj pa ne za Sinte. Romi in Sinti so ciganska plemena, pa še nekih drugih jih je. Rekel, in vlada se gre tukaj segregacijo, rasno razlikovanje, kako je to mogoče. To je protizakonito, proti vsem zahtevam mednarodne skupnosti. Rekel, poleg tega me pa zanima, zakaj za slovenske ljudi ne naredi vlada nič. In zaradi tega so prepovedali. Verjetno jih boli, da je človek ugotovil, da kaj se grejo in pa predvsem, da delajo za vse druge, razen za naše ljudi. Naši delavci ne morejo živeti, naši kmetje ne morejo živeti. To je grozljivo. In vedno slabše je. Namesto, da bi se boljšalo, je vsak dan slabše. 1. maj, praznik dela, delavcev je bore malo, razen seveda na nekaj izhodih, drugače pa na kakšnih stavkah, ki bi jih človek seveda pričakoval, zdravorazumski človek, glede tega, kaj ste že omenili, da se dogaja s slovenskim delavstvom, pa le teh ni. Ja, človek bi rekel, da so vse stavke, ki so bile do zdaj dirigirane. Sej ve se, da so tisti, ki so hodili kot sindikalni navdušenci po Ljubljani, da so dobili sendvič pa za pijačo in pa brezplačen prevoz. Ne dogaja se pa nič tam, kjer bi se moralo. Recimo vzemimo primer, ko hoče vlada oziroma želi vlada na najboljše kmetijsko zemljišče pri mariborskem letališču postaviti neko ekološko sporno svinjarijo, lakirnico neke avstrijske firme in lagali so, da bo 2000 ljudi zaposlenih, zdaj smo se znižali na enih 300, mislim, da jih bo pa zaposlenih enih 50, ampak vsa svinjarija bo ostala na slovenski zemlji, poleg tega ne bomo imeli več kmetijskih površin, ker bojo vse uničili in še ena svinjarija je. Skoraj 19 milijonov evrov bo slovenska država dala enemu jodlerju na oni strani, da bo svinjarijo pripeljal sem. Jaz sem prepričan, dokazati ne morem, prepričan pa sem, da je nekdo fajn denarje dobil v žep in jih tudi še bo dobil. Včasih bi, v bivši Jugoslaviji, bi takega človeka, ki je to speljal, bi ga obtožili veleizdaje in bi dobil med 15 in 17 leti zapora in to strogega zapora, da bi kaj delal in ne pa, da se tukaj le gre, pa se meni za Avstrijci, ki nam hočejo uničiti vse skupaj. Za vas poklicev ste bili na nek način veseli mojega klica, da prijete na Radio Zeleni val, kajti imam občutek, da vas mediji ravno ne kličejo prav dosti. Res je, mediji so me blokirali, tako kot me blokirajo so me že pri prejšnjih volitvah. Tudi zdaj, bojijo se, da bi v parlament prišel nekdo, ki bi jim v obraz povedal resnico. Danes tega ni. Današnji parlament je eno združba nekih zmazkov, zdrizkov, ne morem reči, sem ter tja, kakšen človek izstopa, vendar je teh malo, tako da v tem povprečnem pogledu na slovenski parlament je prekleto žalostno. Noben se ne bori za majhnega človeka, noben se ne bori za delavca, noben se ne bori za kmeta in tukaj je tisto, kar bi morali narediti. Slovenija ne rabi težke industrije, konec koncev so jo že tako vso uničili. Zdaj nam uvažajo svinjarijo od tam, kjer se jo hočejo znebiti. Naši seveda kimajo. Delajo svinjarije, nategujejo nas po dolgem in počez,
predstavljajo nam neke projekte, ki bodo koštali milijarde in milijarde. Zakaj? Zato, da se bodo eni spet obogatili. Pri TEŠ 6 je enih 600-700 milijonov zginilo neznano kam, pa nikomur ne bo nič. Pri tem drugem tiru so že pripravljeni, da bo spet enih 400 do 500 milijonov zginilo neznano kam in spet nikomur ne bo nič. Če pogledamo, če kmet ne more plačati davka, mu sedajo na zemljo, mu rubijo hišo, mu vzemljajo iz hleva vse, tako kot so delali leta 46-47, ko so bile prisilne rekvizicije, ko so prišli pa so pobrali krave, ki so jih imeli ljudje. A zdaj pričakujemo enako od te slovenske vlade. Zato je edina varianta, da se zamenja ta svinjarija, da se potem spremeni ta zakonodaja, ki tolče po naših ljudeh, da se odpre možnost preživetja. Konec koncev poglejmo, se ni treba daleč gledati. Če pogledamo v Avstrijo, kaj se dogaja, recimo na tistih njihovih tako imenovanih Weinstraße, vinskih cestah, vsaka hiša, kamor prideš, nekaj prodaja. Pa šnops, pa vino, pa neke klobase narezane, pa šunko, pa potico. Potice ne, ker to je naše, čeprav so nam jo Italijani ukradli, ne. Ampak karkoli in ne plačujejo davka na ta način, da bi moral imeti ne vem koga vse, pa dvojno stavno knjigovodstvo, pa blagajne in tako naprej. Ampak se zračuna pavšal. Inšpektori, ki hodijo tam naokrog, ne iščejo napak, ampak pomagajo ljudem. In če vidijo, da nekomu ne gre prav dobro, se zmenijo in davek znižajo. Če mu gre zelo dobro, mu pa davek zvišajo, ampak to vse dogovorno. Pri nas inšpektor uleti, najde eno dlako v jajcu in začne zajebavati. In potem človeka spravi tako daleč, da vrže puško v koruzo, da se neha ukvarjati z kakšno tako dejavnostjo. In kaj je? Trpi ta družina, trpi ta človek, trpi cela država. Inšpektorju pa nihče nič ne naredi, ker on je ta prvi za Bogom in lahko dela, kar hoče. In to je svinjarija, ki se jo moramo znebiti. Zmago Jelenčič, plemeniti današnji gost, čas je za glasbo. A v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebilice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Jesenski ta večer.
kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, prastari čebelar. Pozabi vas nikdar, prastari čebelar. Zmago Jelinčič, plemeniti po tele glasbi, je ponovno z nami v studiu, predsednik Slovenske nacionalne stranke. Povejte mi, Zmago, kakšno pozicijo ima danes Slovenija, ne bom rekel v svetu, ampak vsaj v Evropski uniji? Slabše pozicije še nikoli ni bilo. Če primerjamo Ljubljano, Ljubljana je bila v času Avstro-Ogrske monarhije enakovredna Dunaju. Ne po velikosti, ampak po pomenu. Konec koncev, zdaj 4. maja bo obletnica, ko je leta, mislim, da 1811, ali tam nekno, se ni važno, da ne bom grešil. Takrat je Beethoven Ljubljani podaril pastoralno simfonijo s posvetilom in je to pustil in je dal mestu Ljubljani. Danes kdo pride v Ljubljano? Nihče ne pride v Ljubljano. In danes je Ljubljana padla na nivo nekdanjega Celovca, niti ne Celovca, Klagenfurta. Takrat v bivši Jugoslaviji, ko smo hodili tja čez, pa smo kupovali kavo in tako naprej. Na ta nivo je zdaj Ljubljana padla. Nima nobenega pomena. Konec koncev, v Ljubljani je bil kongres 3 cesarjev. Ruskega, pruskega in pa avstrijskega. Kdo pride k nam? Prideta, res, da sta 2krat prišla, Putin pa Američani, ampak to je bilo zato, ker so naši, po domače rečeno, naša vlada je nastavila rit, samo da so prišli sem in da je ne vem koga. Ampak od tega Slovenija ni imela nič, ker imamo nesposobno vlado, nesposobne ljudi, ki ne znajo tega voditi. Danes v Slovenija ne pomeni nič. Prehiteli so nas praktično čisto vsi. Življenjski standard je na Slovaškem bistveno boljši kot v Sloveniji, pa vemo, kje je bila Slovaška nekoč. Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska, to so bile države, ki so bile za nami. Leta 90 so bili 20, 25 ali pa celo 30 let za nami. Zdaj so nas že prehitele. To je ta višegrajska skupina, v katero nam Rupel kot zunanji minister ni dovolil, da gremo, ker so mu Američani rekli, da ne smemo. Zdaj, ko bi pa mi šli, nas pa ti ne marajo več, ker pravijo, hlapcev ne rabimo. Mi rabimo pokončne ljudi, ki se znajo boriti za svoj narod, ne pa takih posranetov. Malo prej ste omenili Klagenfurt oziroma Celovec. Če razširim to zgodbo, mogoče ljudje bodo razumeli, kaj želim povedati. Še na Filah oziroma na Beljak, na Špital in tako naprej in tako naprej. Tu se kaže, kakšna je slovenska domovina tudi do tistih, ki ne živijo, se pravi v Sloveniji. Govorimo o slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem, konkretno v tem primeru. Moram reči, da sem izjemno žalosten, ko spremljam vse te njihove shode domačinov, pravzaprav, ki se potegujejo za slovenski jezik. Slovenska politika pa je tukaj obnemela. No, tukaj je treba najprej vedeti, to na avstrijskem to ni slovenska manjšina, to je konstitutivni narod dežele Koroške. Vedeti je treba, da Koroška je bila nekoč ravno toliko slovenska, kot je bila nemška. Potem, seveda, po prvi svetovni vojni so nas presekali, ampak o tem to je dolga zgodba, zakaj. Seveda spet so bili krivi naši, ne oni na oni strani. In mi bi morali reči, mi smo konstitutivni narod in imamo pravico do uporabe slovenskega jezika po celi deželi Koroški. Kajti velik del slovenskega ozemlja smo mi izgubili. Ampak ljudje so ostali, korenine so ostali. Samo naša teleta, vladna in politična in pravna, ne poznajo zgodovine. Ne poznajo zgodovine, ne razumejo mednarodno pravnih aktov. Če bi znali malo nemško, bi si lahko izbrskali marsikaj in bi lahko naredili kaj. Vendar
po eni strani je pa še to, da se bojijo. Jih je strah, kaj bo pa Evropa rekla. Evropa, če si ti pokončen in če stojiš na svojih stališčih, poklekne. Proti Orbanu so vsi poklekljeni, pa so naši pluvali po njemu, to pa ono pa tretje. Ma ne samo naši, cela Evropa je Cela Evropa, sama Evropa na je začetku. Na začetku. Potem pa je enostavno šla po njegovi poti. Tako. In je tudi prav, in jaz tudi pravim zdaj, ker je Orban prepovedal tisto univerzo tam gor, to mednarodno, ki jo financira ta žid Soros, ki kamerkoli pride naredi sranje, in ta žid ima prepovedan vstop na Madžarsko. Pri nas mu je dal pa Kučan najvišje državno odlikovanje, ne? Kar je zelo zanimivo. No in ko so prepovedali to univerzo, cela Evropa je skočila. Pa kaj se ima Evropa zavtikati v notranje zadeve neke države? In je prav, da jih je Madžar odpikal. Pravilno. Kaj pa pri nas? Mi imamo pa razne čudne šole, razne recimo FDV, ki proizvaja strokovnjake za vse. Včasih gledam televizijo, pa vidim, da je, ko govorimo o kakšnih boleznih, strokovnjak za medicino iz FDV, malo karikiram. Potem je o kmetijstvu strokovnjak iz FDV. Sami FDV, ja kaj pa smo pol, ne? Zato pa to je tako, kot je, ker imamo ljudi na pozicijah, ki ne poznajo osnov, ki ne razumejo osnov in ki so nič drugega kot zgolj kruhoborci, da se nastavi na eno mesto in odjeda kruh komorkoli. Kdo pa kruh dela, tega pa že ne vejo več. Ne vejo niti, odkot mleko pride, ne vejo, kako je pomemben delavski razred v državi, ne vejo, kako je pomemben kmečki stan v državi, ker njim je čisto vseeno. Oni dobivajo denar iz drevesa, ki se mu reče javna državna uprava. Čas je za glasbo. Najboljšega benda iz Knežaka smo naredili en komad. Za Zmelkova junaka je švoko polsko pivo in hitro kot raketa in skoči v daljino. 3 metre breza leta smo šli biciklirat od Izole do Kopra in smo skoraj ostali brez žareta basista. Na levi strani morje, na desni je bila cesta, nad nami nebo, nad njim pa nebesa. Na Reksu je žare zgubil ravno težje, na ravnem odseku je zgrmel dol na skale. Je bilo tam eno dete v cvetu pubertete, je brez modrčka ležala na brisači od tete. Večkrat spijemo, boljši smo in lepše zgledamo. Večkrat spijemo, boljši smo in lepše zgledamo. In gravitacija melon ukrivla žaretu pogled in je pista pod njim zgubila pravo smer. Še srečo je imel, da je padel na glavo, njemu ni bilo nič, malo je okrušil skalo. Medtem pa je Damjan po vozu Madžara, ki je vijoličasto opečen, menjal gumo vas nesrečen. Jaz sem pa zgazil cel taborniški vod, skazalci v zraku so iskali zahod. In naj še kdo reče, da je pri tabornikih varno, varen si samo, če počivaš doma. Zgodba je izmišljena, a to sploh ni važno, lepo na okus se vidi, koliko pesnik velja. 1, 2, 5, 7, 9. Večkrat spijemo, boljši smo in lepše zgledamo. Večkrat spijemo,
lepše zgledamo, večkrat spijemo, boljši smo. In lepše zgledamo, večkrat spijemo, boljši smo. In lepše zgledamo, več kot spijemo, boljši smo. In lepše zgledamo, več kot spijemo, boljši smo. In lepše zgledamo. No, po tej glasbi se ponovno vračamo v studio. Na Zelenem valu je še vedno Zmago Jelinčič Plemeniti, predsednik Slovenske nacionalne stranke. Ko že omenjam Slovensko nacionalno stranko, kje ste, delujete? Delujemo, intenzivno delamo. Zdaj smo stranko sčistili, smo jo postavili na nove temelje. Namreč v stranko so nam infiltrirali celo vrsto sumljivih osebkov, ki so nam rušili stranko tudi finančno. In zdaj počasi lezemo iz teh financ ven. Seveda pa imamo še kar probleme. Recimo, Računsko sodišče nas zajebava zaradi tega, ker je naša bivša sekretarka za nalašč knjižila en račun narobe in zaradi 170 evrov, se mi zdi, nekaj takega, naj bi mi plačali 10 000 evrov kazni. Sodišče je odločilo, da ima stranka prav, ampak Računsko sodišče se je pritožilo. So že verjetno kakšni strici poklicali, pa so rekli, dejte Slovensko nacionalno stranko tolčiti. Ampak mi se ne damo. Zdaj 20. maja imamo kongres, na katerem bomo se odločili tudi za kandidature, to je tudi volilni kongres. Potem že imamo v bistvu postavljene praktično 80% slovenske teritorije imamo že postavljene za svojimi kandidati za državnozborske volitve, ki bodo naslednje leto tam okrog maja meseca. Nove ljudi, pametne ljudi, predvsem pa zveste ljudi. Zdaj iščemo ljudi ne več množično, ampak jih izbiramo. In mislim, da to bo čisto nekaj drugega. Zdaj beseda je pravzaprav nanesla tudi na sodnike, na sodstvo. Ste eden tisti, ki ima pravzaprav rigorozen pogled na slovenske sodnike, na slovensko sodstvo. Se je to pravzaprav že v teh letih spremenilo ali še vedno stojite na stališču, da trajni mandat tukaj ne pride v poštev? Trajni mandat ne sme biti dejstvo. Namreč niti pri sodnikih, niti pri tožilcih. Glejte, ko enkrat sodnik ali pa tožilc se usede na tisti stol, mu nihče nič ne more. Za nič ni odgovoren. In če gremo po evropskih stopinjah, zakaj ne bi vzeli nemškega vzora in napisali noter, da je sodnik tudi kazensko in finančno odgovoren za svoje svinjarije, ki jih dela. In zakaj ne bi potem že, če ima zakaj da bi to napisali, če to ne velja niti za bančnike? Seveda ne, sej to je vse isti segment tako imenovanega javnega sektorja, ki uničuje državo. In jaz bi celo rekel, da namerno uničujejo državo, kajti da je nekdo tako butast, je težko si misliti. Lahko, da je do neke mere butast, ampak mislim, da je bistveno huje, da je še zloben, hinavski, zahrbten in pa požrešen tukaj in pa da hoče uničiti državo, še to. Jaz mislim, da slovensko sodstvo je padlo na najnižje veje. To zdaj že Evropa na vsa usta govori. To ni več samo mnenje nekaterih političnih strank v Sloveniji, tudi Slovenske nacionalne stranke, ampak je to že dejstvo, ki ga je spoznala in Evropa in razne take organizacije svetovne, ki to ugotavljajo. Zdaj, če primerjamo spet s tistimi državami Višegrajske skupine, na Poljskem so enostavno vsem sodnikom, ki so bili odprej in ki so naredili tisto fakulteto, so jim dodatne izpite dali in pregledali njihovo delovanje in ugotovili, kdor je kršil toliko in tolikokrat, leti ven na cesto, ne more biti več sodnik. Pa še ena zanimiva stvar je, tale komunisti bivši, zdaj so pod SD, socialdemokrati ali koga že, so uvedli ženske kvote.
da v raznih poklicih in povsod mora biti takšen odstotek žensk. Zakaj pa nihče nič ne reče, da je recimo v sodnem aparatu skoraj 85% žensk in samo 15% moških? No, odstotek gor ali dol. Ampak zakaj tega nihče ne reče? Kaj je zdaj tukaj? Kje je zdaj tukaj enakopravnost? Tudi to je hecno dejstvo, da recimo nek sodnik ali pa glavna sodnica pri starosti 30 let že presoja neke življenjske situacije, neke družine, kjer so stari 60 let, 70 let. Odkot pa njej življenjske izkušnje ali pa njemu, da presoja določene stvari? Zato pa je to svinari. Poleg tega tudi kazni, kakšne so? Kazni so nesorazmerne. En, ki ukrade sendvič, bo dobil 2 leti. Nekdo, ki ukrade firmo, ki uniči milijardne vsote državnega denarja, zdaj ali v svoj žep ali kamorkoli, ali pa vse uniči, pa ne dobi ničesar. Postane bolan, dobi potrdilo, da ga operirajo ne vem na čem, potem čez en teden igra fuzbal, košarko, rokomet, vaterpolo, ne vem koga vse. In to je naša država. In kako naj svet gleda na tako državo kot drugače? To je vzgled. Ja, to je vzgled. In svet gleda na Slovenijo kot eno gnojišče, kjer ni nobenega pravnega reda in zato tudi nimamo investicij. Kdo bo pa prišel sem, da ga bo najprej davčna udarila po glavi, odkot njemu denar? Pa prihaja Magna. V Avstriji, ja to pa, v Avstriji nihče ne vpraša, če denar prineseš in začneš firmo, ni problem. Enako tudi kje druge. Ampak pri nas je pa grozno, odkot pa tebi denar? In pa se dogaja to recimo tudi, če greš, recimo da dvigneš penzijo, pa ker si mislil, da boš nekaj kupil, pa ti dajo en 500 tak recimo zraven, ne? Če imaš tako veliko penzijo, seveda. No in potem nisi kupil, pa prineseš tistih 500 evrov nazaj, rečeš, škoda, da se mi vala po žepih, da bo na sigurnem v banki. Najprej moraš plačati 6 evrov. 6 evrov moraš plačati za to, da tistih 500 evrov sploh vzamejo. In te seveda zabeležijo, kaj ti lahko se zgodi, če boš kdaj kaj narobe rekel, bo inšpektor priletel, odkot pa tebi tistih 500 evrov, daj mi ti pojasni. In ti boš rekel, ja, dvignil sem penzijo, pa je nisem potrošil, pa sem nazaj prinesel. Ja, to pa ni tisti denar. To govorim iz osebnih izkušenj. Reče, to pa ni tisti denar, kazen, zato ker si to na črno zaslužil. Skratka, to, kar se dogaja, je grozljivo. In recimo, mi imamo en idiotski sistem, ki ga je žal takrat Janševa vlada upeljala, obrnjeno dokazno breme. Jaz moram dokazati, da sem nedolžen, ne da meni država dokaže, da sem kriv. Z vsem aparatom. Z vsem aparatom. In to se je dogajalo 2-krat v zgodovini. Za časa nacistične Nemčije, pa še to ne ves čas, in pa za časa stalinizma v Sovjetski zvezi. Zdaj pa v Sloveniji. Celo po drugi svetovni vojni ni bilo tako enostavno nekoga uničiti kot zdaj. In zdaj se dogaja to, da bodo gospodje iz te sfere oblasti lahko komorkoli pobrali vse. Kaj se temu reče? To je legalna nacionalizacija. Zakaj legalna? Zaradi tega, ker bodo imeli vse papirje poravnane. Bo rekli, ja, on je golfov, ni mogel plačati, smo mu pa vzeli, pa dali na dražbo, ker ta prvič ni šlo, smo mu dali za pol cene, ker drugič ni šlo, smo dali za 1/4 cene, pa smo dali pa za 10%. Ja, kdo pa je kupil? Ja, kupil je pa mož od ene sodnice. A ja? In to se dogaja. Čas za glasbo. Srečal dobre sem ljudi, skromno
No, v zadnjem delu današnje oddaje smo, naj ponovim še enkrat, Zmago Jelinčič je danes z nami. Zmago, za konec oddaje. Kakšni smo pravzaprav Slovenci? To vas sprašujem kot izkušenega politika, dolgoletnega izkušenega politika, ki je imel več mednarodnih funkcij seveda v parlamentu in s tem obšel praktično v svet, navezal mnogo stikov in pa kontaktov širom po svetu. Na drugi strani pa seveda tudi kot čist navadnega Slovenca, ki se ukvarja seveda izjemno strogo tudi do slovenske zgodovine. Ja, žalostno je, da o slovenski zgodovini se razpravlja vedno manj. Piše se cela kupica knjig, ki so v veliki meri pristranske. Recimo, noben pa ne objavlja tistega, kar je res pomembno za slovensko zgodovino. Jaz mislim, da je tukaj kar ena prepoved, da se to ne sme pisati. Po drugi strani pa tudi neznanja je ogromno. Celo na filozofski fakulteti, na zgodovinskem oddelku je določenega znanja hudičevo malo. Jaz lahko to zdaj izkušnje povem, ker sem pisal knjigo o slovenski železnici. Ja, celo določeni izrazi so, ki je bilo treba prevesti nekaj iz nemškega jezika iz časa preloma stoletja od 19. v 20. stoletje, da celo tam so se zelo trudili, da so sploh našli tiste izraze in jih razumeli. Zdaj pa, na oddelku zgodovine nihče ne preučuje državno-pravnega statusa Slovenije kot take, oziroma tega, da je Slovenija imela svojo državnost v 4 deželah. V Avstro-Ogrski monarhiji so bile slovenske dežele Štajerska, Koroška, Krajinska in pa Primorska, so imele status posameznih držav, kajti avstrijski del monarhije je bil sestavljen, da recimo poenostavljeno nekakvem federalnem nivoju. In vsaka od teh držav je imela svoj parlament, ki je imel tudi svoje predstavnike na Dunaju v zvezdnem parlamentu. V Ljubljani je bil parlament dežele Krajinske, tam, kjer je danes univerza, ki se je imenovala po prvi svetovni vojni Univerza kralja Aleksandra, po drugi svetovni vojni Univerza Edvarda Kardelja. No, danes bi pa še zmeri najrajši imeli še Univerzo Edvarda Kardelja, kajti sistem učenja in pa kaj se učijo ni bistveno drugačen, kot je bil takrat v bivši Jugoslaviji. No in iz tega ven bi lahko zrasla res združena Slovenija, tako kot je bila želja, vendar je, čeprav smo imeli takrat tudi podporo ameriškega predsednika Wilsona, so naši gospodje iz katoliškega tabora to vse skupaj prodali Beogradu po komandi Vatikana in pa Nemcev. In nihče o tem ne piše, da ko govorijo, kako je bil Korošec velik, ne vem kakšen voditelj, ne piše tega, da je Korošec, ko se je to zgodilo in ko smo mi izgubili svojo državnost, ker so jo naši Ljubljančani predali Hrvatom, ki nikoli niso imeli svoje državnosti, ampak so bili samo integralni del madžarskega dela monarhije. Ko je prišel iz Švice in čez Ljubljano proti Beogradu, ko je hotel v Ljubljani izstopiti, ga je čakala množica več kot 2000 ljudi in so ga hoteli linčati. Tako da sploh ni šel z vlaka in je kar zbrisal dol v Beograd. Vedel pa je, da slovensko državnost, da smo jo imeli, je pa vedel takratni regent, kasnejši kralj Aleksander. In ob združitvi, ko je en Hrvat, podpredsednik tega narodnog vijeća v Zagrebu, kamor so naši dali svojo državnost, je rekel, da se združuje država Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevino Srbijo in Črnogoro. Pa je rekel, ne, združujejo se dežele države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Kajti Hrvaška je bila samo vojni plen Srbije v prvi svetovni vojni. Naše 4 pokrajine oziroma dežele so imele pa status držav. Tak status je imela tudi Dalmacija in Dalmacija ima danes po razpadu Jugoslavije pravico, da ima svojo državo Dalmacija. Ravno tako bi morali mi pri nas narediti, samo naši cepci tudi v parlamentu ne razumejo tega, ne vedo,
ne vedo, kaj je manifest kralja cesarja Karla II. Na osnovi tega manifesta iz dne 16. oktobra 1918 je nastala današnja Avstrija. In zdaj naj naši probajo negirati obstoj sosednje Avstrije, pa ne rečejo, ne, to pa ne velja. Seveda velja, vse velja, samo treba imeti pamet v glavi, ne uriti, in pa predvsem je treba imeti ponos, zavest in pa patriotizem. Tega pa ni. Hvala lepa za pogovor. Tudi vam. Oddaja je nastala v produkciji Radia Zeleni val. Vedno dobre volje in z nasmehom.